Boks klub iz Slovenske Bistrice je že 28. organiziral tekmovanje za zlati grb občine. Tekmovanje med 4 koti boksarskega ringa ima v plemeniti veščini res bogato tradicijo. Boksarji se pomerijo v okviru občinskega praznika, ki se je tako skozi vsa leta razvijal tekmovanje za vidljivo težo. Letos je v ring stopilo 16 boksarjev oziroma 8 tekmovalnih parov in to iz 3 držav, Hrvaške, Avstrije in Slovenije. Borci so nastopili v kadetski, mladinski in članski konkurenci. V 5 dvobojih so nastopili tudi boksarji iz domačega kluba, ki so se potegovali za to laskavo lovoriko. Drugi zapored je zlati grb občine Slovenska Bistrica pripadel Valo Prosenjaku. Ta je v mladinski kategoriji do 75 kg premagal borca iz ptujskega kluba Ring Carakuja. Prvo rundo sem po moje dobro odboksal, samo sem malo rabil, da sem ga pogruntal, tako da sem bil malo zdržan. Pol pa se mi je v polovici druge runde vse odprlo, pa sem pol stisnil moči do konca. Sem pa bil fejst zmatran, ker je bil dober nasprotnik. Če primerjamo lansko, torej prvo mesto, ko si osvojil tudi grb, sedaj drugič si ponesel tale zlati grb, je bilo danes težje priti do njega? Je bilo težje, malo boljši nasprotnik je bil, pa bil sem tudi živčen na te, ker sem vedel, da moram dobro tekmo pokazati, da opravičim svojo lansko zmago. Zmage med kadeti v kategoriji do 66 kg se je veselil tudi David Brumez, ki je v razgibanem dvoboju tokrat porazil nasprotnika Brojaja in se mu tako udolžil za poraz na posameznem državnem prvenstvu. Danes sem zelo zadovoljen, verjetno še bolj, ko sem pokazal na državnem, tako da se mi zdi, da sem si kar zaslužil. Nisem se ustavljal po vsaki kombinaciji, ampak sem ga še bolj stisnil in to mi je tudi bolj zmago prineslo. Iz rok organizatorjev pa je prejel pokal za borca z najboljšo tehniko. S tem pa potrdil, da mladi val bistriških boksarjev dviguje vrednost klubskih delnic. Treniramo najmanj 5-krat na teden, med sezono, ko je veliko tekem, še 6-7 treningov na teden, tako da res napolno in to se bolj tudi kaže po rezultatih. Že 6 let pa se z boksarskimi rokavicami druži Aleks Vodušek z Rdeči športni upravi, ki je v kadetski težinski kategoriji, ker borci ne smejo tehtati več kot 52 kg, okusil tokrat lepo mednarodno zmago. Z enoglasno odločitvijo sodnikov je premagal Jakova Reniča iz boks kluba Rekord iz Zagreba. Oba dva nasprotnika smo bila dobro pripravljena, vse 3 runde smo odboksala, čisto pošteno, ampak na koncu sem bil jaz boljši, tako da sem tudi pobral zmago. Ring pa sta s porazom proti tekmecema zapustila med mlajšimi kadeti do 55 kg Žan Urek in med kadeti do 70 kg Tim Klaneček, katerega je porazil Luka Zakojč iz ljubljanskega kluba. Organizatorji so zraven grba ter borca z najboljšo tehniko razglasili še najbolj borbeni par. To pa je bil dvoboj v članski kategoriji, kjer sta si nasproti stala Dekaris iz kluba Rekord Zagreb in Rahmani iz Klagenfurta iz Avstrije. V dvoboju je zmagal slednji. Za najmlajšega zmagovalca pa je pokal prejel Aleks Vaš za zmago v dvoboju med mlajšimi kadeti do 60 kg. Z rezultati in nastopi domačih tekmovalcev je bil zadovoljen tudi domači strateg Matica Mastur. Vsak je pokazal nekaj novega, nekaj dobrega, kar smo delali na tem. Tako da vsak od njih, in Vodušek, Brumec ter Prosenjak so bili v izboru za grb. To je za ena generacija močna, ki prihaja, še kako 2 leti pa bo to člani. Zdaj, mlajši pa prihajajo od zadaj, tako da se ni zabati za prihodnost. Za projektom tekmovanja za zlati grb občine je tudi letos stala odlična ekipa organizatorjev in sponzorjev, brez katerih tudi te prireditve ne bi bilo. V ospredju pa prav gotovo predsednik kluba Franc Turnšek in trener Matica Mastur. To pa je že tudi kar dobra napoved za naslednjo, že 29. izvedbo prihodnje leto.